Takole lep pozdrav, spoštovane in spoštovani, prisrčno dobrodošli na današnjem odprtju Pump Tracka v Slovenskih Konjicah. Torej naše čisto nove pridobitve, naše občine, ki je še preden je bila čisto do konca pravzaprav zgrajena, že privabljala kolesarske, rolkarske, rolerske in skiro navdušence iz naših krajev. Danes jo bomo tudi tako uradno predali svojemu namenu in vsi skupaj pa seveda upamo in verjamemo, da bo to še en v nizu uspešnih projektov naše občine, ki bodo prinesel k boljši kakovosti življenja, predvsem mlajših in tistih bolj športnih občank in občanov, ter jih vas družil, povezoval in razveseljeval še dolga leta. In mogoče samo malo pogledamo v besedico Pump Track, kaj pravzaprav to sploh pomeni. Beseda seveda izhaja iz angleškega jezika in v dobesednem prevodu v slovenski jezik bi to zvenelo kot tlačilna steza. To seveda zveni precej nenavadno, vendar pa če pogledamo njeno namembnost, gre za utrjeno zemeljsko pot, katere deli so grbine in pa ovinki. In najpogosteje se po njej uporabniki vozijo s kolesom, za vožnjo pa je potrebno samo usklajeno ritmično gibanje telesa in rok. Voziš se praktično brez pritiskanja pedal, samo s premikanjem telesa navzgor in navzdol. In ravno zato, ker to gibanje spominja na gibanje, ki ga opravljamo, ko s tlačilko tlačimo oziroma pumpamo prazno zračnico na kolesu, se tak poligon imenuje v bistvu tlačilna steza oziroma Pump Track. In po poligonu se lahko razen s kolesom zapeljemo tudi s skirojem, rolko ali rolerji. Naš konjiški Pump Track je svoje mesto našel tukaj ob športni dvorani Slovenske Konjice, kjer domuje tudi Zavod za šport, kateremu je občina Slovenske Konjice novi Pump Track zaupala tudi v upravljanje. Poligon je postavil Zavod Aliansa, Zavod za ekstremne športe in glasbo iz Ljubljane, predstavniki so danes tudi tukaj z nami. Vrednost pogodbenih del je znašala dobrih 76 000 evrov in od tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinanciralo slabih 23 000 evrov. In zato mi na tem mestu dovolite, da k besedi povabim župana občine Slovenske Konjice, gospoda Darka Ratajca. Lep dober dan, spoštovane in spoštovani, gospod državni sekretar. Torej, vedno je prijetno biti na takšnih dogodkih, ko dajemo uporabo pridobitev. Jaz verjamem, da je to pridobitev, ki bo mladim, pa tudi nekoliko starejšim, veliko pomenila. Torej, že kar nekako 14 dni je, kar je to nekako v uporabi. In vsak dan, ko se peljem tukaj, vidim množico otrok. Torej, to je lepo, to je navduhujoče in to je tudi prav. Torej, smo občina, ki moramo biti prijazni vsem generacijam. To je primarno seveda namenjeno za mlade. Torej, kaj naj rečem? Vsem, ki ste tu sodelovali, hvala lepa. Vsem, ki boste uporabljali, želim, da ga uporabljate ta poligon varno, da upoštevate te normalne varnostne ukrepe, da imate čelade in tako naprej. In pa predvsem tudi to, da je to en del javnega okolja in mladi morate paziti tudi, da je okrog tega čisto. Torej, še enkrat, hvala lepa. Jaz upam, da bo to koristilo našemu okolju in tudi naprej še mislimo tu narediti nekaj izboljšave, treba bo narediti še razsvetljavo. Torej, še nas čaka delo v dobro, seveda, občank in občanov. Torej, hvala lepa in naj se nadaljuje. Hvala lepa županu. No, mogoče še nekaj statističnih podatkov o Pump Trackih v Sloveniji. Jih imamo že kar 54, občin z njimi je 39. Veliko malčkov, ki se prvič preizkušajo na kolesu, se navdušijo nad pump stezami, pravzaprav tudi s tem napredujejo v koncentraciji, koordinaciji in pri gibalnih spretnostih in vse to pa seveda spremlja še veliko navdušenje. Kot vidite, tile fantje in dekleta že komaj čakajo, da mi tale uradni del zaključimo, da se bodo lahko po stezi tudi spustili.
No, sicer pa tudi za starejše so na Slovenskem že razširjena spretnostna tekmovanja, saj so postali poligoni več kot zgolj običajna športna infrastruktura, postali so pravzaprav pomembno zatočišče mladih in tistih malo manj mladih, kjer osrednjo vlogo igra medsebojno druženje in krepitev temeljnih gibalnih sposobnosti. Seveda mora biti pri vožnji na prvem mestu varnost, zato morajo imeti uporabniki potrebno zaščitno opremo. Vi, fantje in dekleta, vidim, da ste se danes dobro opremili in vse, kaj je potrebno imeti za varno vožnjo in katera pravila upoštevati, je jasno zapisano in narisano na tej tabli tukaj le za mano, zato vabimo vse uporabnike, da se tukaj čim večkrat ustavite, si jo dobro preberete in pogledate. Pump track namreč uporabljamo na lastno odgovornost in kljub previdnosti lahko še vedno pride do resnih poškodb, zato nobena preventiva ne bo odveč. Če pa kdo tako čisto malo pade, potem je pa ključno, da se čim prej pobere, se usede nazaj na kolo, ne joče in se odpelje naprej. To so ključna navodila za uporabo tega pump tracka. Naj povem še tudi to, da imamo v Konjicah izjemno aktivno kolesarsko društvo Brez zavor, katerega člani so danes tudi tukaj z nami in so seveda odprti za kakršnakoli vprašanja, novo članstvo, morda kakšen nasvet glede uporabe pump tracka, če ga boste potrebovali. Prav tako pa občina Slovenske Konjice v sodelovanju z njimi in na njihovo pobudo trenutno ureja kolesarske poti po naši lepi Konjiški gori, tako imenovane enoslednice, ki so že tudi skoraj dokončane in bodo kmalu razveseljevale gorske kolesarje od blizu in daleč. Tako, to je vse, sedaj, kar se govorjene besede tiče. Sedaj je čas, da konjiški pump track ali Kuclplac, kot smo ga tako malo šaljivo v štajerščini poimenovali, Kuclplac, da ga tudi uradno odpremo in ga predamo v uporabo. In tega ne bomo naredili na klasičen način, torej nimamo traku in škari, ampak bomo po stezi spustili enega izkušenega kolesarja. Sam zase pravi, da še ni izkušen pump tracker, je pa izkušen kolesar. Jani mu je ime, prihaja iz zavoda Aliansa. Malo prej so mi povedali, da je tudi sodeloval pri sami postavitvi pump tracka, tako da bi lahko rekli, da ga pozna od znotraj in od zunaj. In Jani nam bo zdaj le z vratolomno, ne bo vratolomna, z vožnjo, v kateri bo najprej predstavil torej varno in pravilno vožnjo z gorskim kolesom po pump tracku, predstavil, kako se to dela. Vas, dragi otroci, bom prosila, da počakate, da Jani najprej naredi 3 kroge, da pokaže, kaj je potrebno. Potem bo Jani, mislim, da je izvedel tudi kakšno vragolijo. No in po teh 3 zaključenih krogih vas bomo pa vse skupaj povabili, da se z njim zapeljete še enkrat naokoli. Tako, sedaj pa z enim velikim aplavzom pospremimo Janija na progo.